Z veseljem vas sprejemam in vašemu predsedniku se zahvaljujem za prijazne besede, kakor tudi županu Prata. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil okoli 300 članov Narodnega združenja italijanskih občin. Sveti oče je najprej dejal, da se svetopismo začne z omembo mesta, in sicer Babela, ki je simbol zmede in zbeganosti, domišljavosti in delitve, ter se konča z omembo drugega Babelu nasprotnega mesta, torej Novega Jeruzalema, ki iz nebes širi svoj prijeten vonj in tako pripoveduje o prenovljenem svetu, v katerega vstop je podarjen, saj se vanj stopi glede na mero, s katero se je prispevalo pri porajanju odnosov bratstva in občestva. È significativo che la Sacra Scrittura, per additarci la realtà ultima dell'universo, ricorra a questa icona. Pomenljivo je, da se svetopismo poslužuje te podobe, s katero nam kaže na poslednjo resničnost vesolja. Podoba mesta, vso sugestijo, ki jo prebuja, izraža, da človeška družba lahko obstane le, ko se nasloni na resnično solidarnost, medtem ko tam, kjer cveti zavist, nezadržne ambicije in duh sovraštva, je družba obsojena na nasilje kaosa. Mesto, o katerem bi vam rad spregovoril, povzame v enem samem vsa tista, ki so zaupana vaši odgovornosti. To mesto ne dovoljuje enosmernih poti pretiranega individualizma, ki ločuje zasebni interes od javnega. Ne prenese tudi slepih ulic korupcije, kjer se ognezdijo nadloge razkroja. Ne pozna zidov privatizacije javnih prostorov, kjer se mi skrči na izumetničeni retorični slogan, ki zamaskira interese redkih. Gradnja tega mesta zahteva od vas ne domišljav zagon višave, temveč vsakodnevno ponižno prizadevanje v nižavah. Ne gre torej za povečanje stolpa, temveč za razširitev trga, kjer je več prostora, ki omogoča uresničitev samega sebe in lastne družine, ter odprtost v občestvu z drugimi. Za objem takega mesta in služenje temu mestu pa je potrebno dobro in veliko srce, v katerem je shranjena strast za skupno dobro. Takšen pogled spodbuja v osebah ponos.